Radijski roman. Dober večer, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v drugem nadaljevanju radijskega romana Kruh močnih. Delo je napisala Tessa Afshar in drugo poglavje se začenja s podnaslovom Iz Petrovega pisma, 1. Petrovega pisma, 4. poglavje, 12. vrstica, pravi tako: Ljubi, ne čudite se požaru, ki prihaja nad vas, da vas preizkusi, kakor da bi se vam dogajalo kaj nenavadnega. Ni bil običajen konj, ti rečem, je zamrmral Eumen in se držal za nogo. Namenoma me je napadel. Ko sem se zazrl v njegove zlobne, črne oči, sem mislil, da je po meni. Lidija je trpko pogoltnila slino. Hvala bogovom, da so ti prizanesli. Tiste živali ne bom pozabil do konca svojih dni. Njegov kožuh je bil nenavadno črn, svetil se je od krtačenja in negovanja. In prav tukaj, Eumen je pokazal na sredo čela, je imel belo liso kot polmesec, z belo pikico ob njej, ki je bila kot zvezda. Neverjetno je, kakšne neumne podrobnosti si zapomniš, ko misliš, da boš umrl. Spomin na tisto belo luno in njeno zvezdo bom odnesel s seboj v grob. Bili sta popolni, kot bi ju naslikala roka umetnika. Žival me je sovražno pogledala in me napadla. Njun gost se je zasmejal. Le prestrašil se je. Hudi duhovi so ga obsedli, vama povem. Če ne bi bilo tega mladeniča, bi me poteptal do smrti. Ne vem kako, a mojemu prijatelju tukaj je uspelo konja pomiriti. Le ena beseda in konj se je umiril. Mislil sem že, kako dobro sem jo odnesel, ko mi je spodrsnilo in sem padel čez rob. Celo tedaj me moj angel varuh ni pustil samega. Spustil se je k meni in mi pomagal priti domov. Apolon se je skromno nasmehnil. Najbolje, da grem po zdravnika. Tvojemu očetu bo treba zašiti rano. Počakaj, ga je Lidija poklicala, ko se je obrnil. Kako ti je ime? Ne morem te klicati. Obmolknila je sredi stavka, ko je spoznala, da mu ne more reči Apolon. Hočem reči, dobro bi bilo, da bi vedela, kako ti je ime, ker ti veliko dolgujeva. Jazon. Ime mi je Jazon. Mati mu je seveda dala ime junaka, je pomislila Lidija. Iz vsega srca se ti zahvaljujem, Jazon. Zdaj pa prosim pohiti, da ne bo izkrvavel. Saj je le praska, je pripomnil oče. In Nil je lužica, po kateri skačejo bosonoge deklice. Prosim, poišči dobrega zdravnika, mu je Lidija rekla preko rame. A ne dragega, je dodal oče s šibkim glasom. Pripeljal bom zmirno dragega, je Jazon skrivoma pogledal Lidijo, a izobraženega zdravnika. Lidija je s toplo vodo čistila očetove rane. Vsa se je tresla. Lahko bi te izgubila, je rekla in zmajala z glavo. Eumen jo je potrepljal po roki. Konj mi že ne bo prišel do živega. Ko mu je z kože izmivala posušeno blato, je odkrila globoke udarnine, ki so se že spreminjale v grde modrice. Levo oko mu je oteklo, da ga ni več mogel odpreti. Desno pa je še naprej krvavelo iz ureznine v kotičku. Kljub obilici krvi je Lidija spoznala, da ima najbrž prav, ko je rekel, da njegove poškodbe niso usodne. Ni zatipala zlomljenih kosti, čeprav bo še zdravnik moral potrditi njene domneve. Obšlo jo je olajšanje,
in naenkrat so ji pošle moči. Evmen je imel na stegnu najglobljo rano. Lidija je slutila, da bo potreboval kar nekaj šivov. Prinesla mu je vino, sladkano z medom, in mu držala glavo, ko ga je željno požiral. Kako se počutiš? Zdrav sem kot gladiator. Lidija je prhnila. Vidim, da padec ni oslabil tvojega smisla za pretiravanje. Ne bom pretiraval, ko ti bom rekel, da boš morala sama brez moje pomoči obarvati lan, je rekel s težavo. Dan ali dva ne bom mogel delati. Lidija je skomignila in se delala brezbrižno, čeprav je bila vse prej kot to. Če boš le tukaj, da me boš vodil, mi bo uspelo. Potrepljal je zrak nad njeno ramo. Saj sem vedel, da lahko računam nate, moje pogumno dekle, je rekel nerazločno. Oči so se mu zaprle in začel je tiho smrčati. Vesela je bila, da je za nekaj trenutkov zaspal, ker je vedela, da ga bo ob zdravnikovi oskrbi zelo bolelo. Jazon se je vrnil presenetljivo hitro, z zdravnikom za petami. Sodeč po njegovih dragih oblačilih in zlati zaponki na plašču, se je Jazonovo razumevanje sprejemljivega precej razlikovalo od njenega. Bilo ji je preveč nerodno, da bi zdravnika vprašala, koliko bo računal. Zdelo se je, da obvlada svoj posel, zato je bila nekoliko pomirjena. Medtem ko je zdravnik delal, je držala očeta za škrlatno obarvano roko. Evmen se je skušal zadržati, da ne bi ječal, ko je igla vedno znova prebadala njegovo telo. Čez nekaj dni se mu bodo moči povrnile, je rekel zdravnik, ko je Evmenu v rane utrl mazilo. Lidiji se je vrtelo v glavi ob vonju mire, ki se je mešala z vonjem krvi. Kosti nima polomljenih, čeprav je močno potolčen in pretresen, je povedal zdravnik, ki si je roke brisal v brisačo. Kaj pa obraz? Ves krvav je bil. Rane na obrazu in glavi so površinske. Naj spi ves dan in vso noč. Potreboval bo mir, da si bo opomogel od vsega tega vznemirjenja. Naj ves dan spi? Je Lidija vprašala slabotno. Nista si mogla privoščiti še enega dneva brez dela. Barvati bo morala brez očetovega nadzora. Jutri bova z Jazonom prišla še enkrat, da ga pregledam in mu očistim rane. Paziti je treba, da se ne zagnojijo. Jutri? Je Lidija pogoltnila slino. Še en obisk izkušenega zdravnika bo najbrž stal celo premoženje. Slabo vest je imela, ker so jo skrbele takšne malenkosti, oče pa je komaj ušel smrti. Nekako jima bo že uspelo plačati zdravnika, kot vedno. Morala se je prav opomniti, da bi se ta dan lahko končal s tragedijo, ki bi ji uničila življenje. Še nekaj je spoznala v tistem trenutku, ob čemer je odmislila vse drugo. Z Jazonom? S temle očarljivim fantom. Zdravnik je Apolo napočil po rami. Rad bi se vrnil in videl, kako je s tvojim očetom. Če nimaš nič proti. Jazonove zelene oči so se nagubale v kotičkih, izklesane ustnice so se razlezle v nasmeh. Lidija je bila prepričana, da je ni bilo ženske, mlade ali stare, ki bi imela kaj proti obisku tega človeka. Nič čudnega, da se je konj umiril na njegov ukaz. Najbrž je bila kobila.
Seveda nimam, je odvrnila nejevoljno, ker je začutila, kako zardeva. Jaz se bom sicer morala zelo potruditi, da očetu res ne bo odbila zadnja ura, a lahko ga obiščeš, kadar želiš. Nisem se ti še primerno zahvalila, ker si mu pomagal. Večno bova tvoja dolžnika. Jazon je bil zmeden. Zadnja ura? Ampak saj nima resnih poškodb. Ne, hočem reči ja. V mislih sem imela očetove posle. Morala bom barvati predivo. S tem se ukvarja oče. Ko bo počival, bom morala jaz izpolnjevati najina naročila. Mar delaš? Lidija je zdaj prvič opazila njegovo togo, izdelano iz dragega blaga, in spoznala, da je rimski državljan. Na sredincu je imel pečatni prstan, pretežno iz zlata, s svetlečim zelenim kamnom, ki ga ni poznala. Jazon ni bil le lep in junaški. Bil je tudi zelo bogat. Tako bogat, da si ni mogel predstavljati, da bi ženska delala v očetovi delavnici. Dvignila je glavo in ga vzvišeno pogledala. Seveda, ti ne? Pomežiknil je. Nimaš bratov? Edinka sem. Ti? 2 mlajši sestri imam, doma. Lidija se je ljubeznivo nasmehnila. Kje pa drugje? 3. poglavje. Lidija je spečega očeta pokrila z volneno odejo, ga poljubila na čelo in tiho odšla iz njegove sobe nazaj na vrt. Postavila se je h kadi, pomešala barvo in jo pogledala v sončni svetlobi, da bi preverila pravilnost odtenka in gostoto. Kot vse barve, ki jih je njen oče razvil v preteklih letih, tudi ta ni vsebovala pretirano dragega morskega polža in je zato stala pol manj od konkurenčnih barv. Škrlat, ki je izviral iz dragocenih izločkov morskih polžev, so si lahko privoščili le najbogatejši kupci. Barva njenega očeta pa je bila dosegljiva večjemu številu ljudi. Evmen je to barvo poimenoval škrlatna iz ene kadi. Odločila sta se, da bosta ta recept uporabila za enega od večjih naročil, ker je bil postopek barvanja hitrejši kot z drugimi metodami, ki jih je uporabljal. Evmenov postopek barvanja je bil ponavadi precej bolj zapleten, ker je škrlat ustvarjal tako, da je predivo potopil v več različnih barv, najprej v indigo, nazadnje pa v raztopino iz korenin pravega brošča. Ta postopek je razvil do popolnosti. Nobenemu trgovcu v Tiatiri ni uspelo izdelati tako živih odtenkov rdečega škrlata, ki bi bili tako obstojni, ne da bi pri tem uporabili morske polže. Njegova skrivnost je bila deloma v tem, da je uporabljal kanček cinobra, s katerim je svojemu škrlatu dal temnejši odtenek, ki je bil tako zelo priljubljen pri Rimljanih. Ker včasih ni bilo časa za dolgi postopek, je izdelal tudi redek in preprost postopek izdelave rdečega škrlata, pri katerem ni bilo potrebno potapljanje prediva v različne barve. Ta barva se je dobro prodajala trgovcem z blagom po vsem cesarstvu. Potrebni so bili le paket barve, kat vode in malo utrjevalca. Vsak mojster za barve je lahko z njo uspel. Čeprav ta škrlat ni bil najvišje kakovosti, je bil zaradi priročnosti in dostopne cene njun najbolj priljubljen izdelek. Lidiji ni šlo v račun, kako da si z delom nista že prislužila bogastva. Ker so bili izdelki njenega očeta nesporno kakovostni, ni mogla razumeti, kako da sta se še vedno prebijala iz meseca v mesec in imela skrbi zaradi denarja.
Res je bilo, da se oče ni zanimal za vodenje računov. Ni si zapisoval stroškov in je kupoval, kakor mu je narekovala umetniška duša, ne trgovska pamet. Če bi imel le pol toliko daru za upravljanje z denarjem, kot ga je imel za izdelovanje škrlata, bi na svoji zemlji lahko zgradila bogato vilo in živela v razkošju. Tako pa so bile bogate vile zanju nedosegljive sanje. Lidija ni mogla več odlašati in čakati, da si bo oče opomogel od poškodb. Prvič v življenju bo morala delo opraviti popolnoma sama. Zgrabila je zajeten kup prediva, ga skrbno pripravila in ga spustila v kad. Obraz si je oblival v znoj, ko je z dolgo leseno palico mešala barvo. Vedela je, da je prepočasna. Oče bi v tem času obarval že 2 kadi prediva. Ko je presodila, da je lan obarvan, ga je potegnila iz kadi, iz njega iztisnila odvečno barvo, nato pa ga potopila v drugo kad, ki je bila polna tekočega utrjevalca, očetovega izuma za večjo obstojnost barve. Jedko je zaudarjal. Z leti se je Lidija privadila na njegov kisli, ostri smrad. Ob vročih dneh, ko je vladalo brezvetrje, pa so se njena pljuča vseeno upirala vonju, ki je vel iz kadi. Nazadnje je prišlo pranje. Lidija je sveže obarvano predivo vrgla v košaro in ga odnesla k vodnjaku. Poleg očetovega sijajnega uma sta imela še en velik adut. Redka podjetja so se lahko pohvalila z lastnim vodnjakom. V tej obrti je bilo ključnega pomena, da si imel pri roki vodo. Voda na lastnem dvorišču pa je bila velika redkost. Lidija je vodno kopel pripravila že pred barvanjem. Lan je zdaj potopila vanjo in gledala, kako odvečna barva pronica v vodo in jo barva. Predivo je znova ožela in ga pazljivo obesila na vejo, da bi se tam posušilo. Postopek je bilo treba večkrat ponoviti, da je rdeči škrlat prepojil predivo v ravno pravšnjem odtenku. To je počela dolge ure. Bolel jo je hrbet in peklo jo je v stegnih, ko se je sklanjala. Vedno, ko je kup prediva namočila v kad, je stekla v hišo pogledat očeta. Odleglo ji je, ko je videla, da udobno spi ter globoko in pravilno diha. Tistega dne je končala šele tedaj, ko se je mrak umaknil v temnini noči. S pomočjo frfotave svetilke je pogledala, koliko kupov lani ji je še ostalo. Prepočasi ji je šlo. V njunih košarah so ležali še celi kupi zvitega, lanenega prediva, ki jih bo morala zravnati in pripraviti. Zjutraj bo morala izdelati novo barvo in utrjevalec, kar ji bo vzelo 2 ali 3 ure. Šele tedaj bo lahko naprej barvala. Ne bo ji uspelo obarvati vsega prediva in ga pravočasno dostaviti. Ponoči so jo morile zlovešče sanje. Zmedene podobe nekoga, ki se je zvijal od bolečine in prosil za pomoč. Sanje o krvi, celem jezeru krvi. In na koncu so prišle še stare, znane sanje o ženski z ljubkim nasmehom. Lidija je s koprnečim srcem iztegnila roko, da bi se dotaknila njenega obraza. Tedaj je z grozo spoznala, da se je njen obraz spačil od silne bolečine. Zaslišala je kričanje, pretresljiv jok. Takrat se je sunkovito zbudila, vse telo ji je drgetalo v vročem poletnem zraku. In s tem, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, smo prišli do konca drugega dela radijskega romana Kruh močnih. Hvala za pozornost in prisluhnite nadaljevanju radijskega romana spet prihodnji četrtek. Takoj po predvajanju bo nadaljevanje radijskega romana dostopno med našimi podcasti. Lahko noč.
Radijski roman.